Na oder sedaj vabim Simono Fabjan, prehransko svetovalko, in Ano Debevc-Prašnikar, zdravnico interne medicine in kardiologinjo. Evo. Živijo. Da, me veseli. Evo, se bomo kar posedli. Živijo. Evo, živijo. Okay. Mikrofonček si bosta podajali, ko bomo odgovarjali, tako da mogoče za začetek, preden krenemo našemu pogovoru naproti, še ena kratka predstavitev. Simona, ti si personalizirana prehranska svetovalka in nekdanja profesionalna odbojkarica na mivki. Simona ima tudi diplomo Mednarodnega olimpijskega komiteja iz prehrane športnikov, kar pomeni, da si uspela dodobra spoznati, kaj je zdrava in pravilna prehrana. Ana Debevc-Prašnikar, ti pa si zdravnica z dolgoletno prakso v kardiologiji. Mnogi te poznajo tudi kot ustanoviteljico bloga Anti-Age Ana San. Upam, da sem prav izgovorila, naglasila. In že med študijom je tvoja raziskovalna ljubezen postalo ohranjanje vitalnosti in iskanje načinov, kako podaljšati mladostno delovanje telesa. Tako da to sta moji današnji sogovornici. Zdaj pa bi jaz začela kar s prvim vprašanjem, ki je mogoče malenkost kontroverzno oziroma zanimivo. In sicer v širši javnosti pogosto velja prepričanje, da če v bistvu ima naše telo neko zdravo prehrano, se pravi, da dobiva dovolj uravnotežene prehrane, dodatkov, torej prehranskih dopolnil na nek način ne potrebuje. Ali to drži, to je vprašanje sicer za obe, in ali v bistvu s tem tempom, hitrim tempom, ki ga živimo, lahko z normalno prehrano zagotovimo telesu vse, kar potrebuje? Najprej lep pozdrav vsem. Ja, zelo zanimivo vprašanje, no. Tudi zelo kompleksno. Zdaj, ali mi res dobimo vse s prehrano, pa za nekako ta čas, v katerem mi živimo, ko je vseeno veliko več stresa, veliko bolj je onesnaženo okolje, pa tudi načeloma hrana, to, kar mi dobimo v trgovini, ni več tisto, kar je. Po drugi strani pa je tudi vprašanje, kaj je pravzaprav zdrava prehrana. Nekaj, kar je zdravo zame, ni nujno, da bo zdravo tudi za njo. Tako da je zelo tako kompleksno vprašanje, kar jaz pač opazim iz mojega dela, da smo daleč od zdravega prehranjevanja. Zaradi tega je tudi vedno več teh kroničnih nenalezljivih bolezni. Vedno več je različnih težav na področju ženskega zdravja. Kar jaz opažam, da je res hrana tista, kjer delamo veliko napako, ker veliko ljudi, predvsem v našem zahodnem svetu, uživa zelo procesirana živila, katera pa ne prinesejo dovolj hranil, ker so pač prazna vitaminov, mineralov, zelo veliko je nekih aditivov, nasičenih maščobnih kislin, sladkorja in tako naprej, in to vse skupaj potem še dodatno izčrpa naše telo. V prvi vrsti nič ne prinese. Potem pa mi za prebavo te hrane pa seveda potrebujemo minerale in pa vitamine, ki jih naše telo potem izčrpa iz naših rezerv, in še dodatno oslabi naše telo. Tako da res se moramo najprej osredotočiti na neko dobro prehrano in zdaj lahko vsaka pri sebi oceni. Nekako velja, da bi mi mogli tedensko zaužiti od 35 do 40 različnih živil. Polnovrednih živil. To ne pomeni 5 različnih čokolad, ampak 40 različnih polnovrednih živil. Tako da lahko vsaka malo pač pri sebi pomisli. To zelo, predvsem ženske iz mojega dela vidim, da vnašajo premalo beljakovin. Recimo dnevno oziroma pri vsakem obroku bi morali biti vključena nek vir beljakovin, pa ženske se ne odrekamo. Se jim preveč odrekamo. Ne vem, se mi zdi, da sploh nimamo v mislih tega, da sploh se ne zavedamo, koliko dejansko bi mogli mi česa zaužiti, da bi bilo pač dobro za naše telo. Zanimivo. Ana, mogoče še tvoja beseda? Simona je povedala en vidik, ta vidik prehranjevanske svetovalke, s katerim jaz sodelujem, pokrivata pri mojih pacientkah, ampak problem je čisto razmišljanja, kje smo mi zdaj.
Pred 200 leti, če je človek umrl pri 50, je bil star. Ne? In primerjati prehrano, tisto neprocesirano, originalno, ki so mogoče res pojedali 30 rastlinic na teden, s tem, kar mi pričakujemo od nas zdaj, da ženske rojevajo pri 42 prvega otroka, da je ljudem jasno, da bojo doživeli 80 let, mislim, da to pričakujete od sebe, da pričakujete, da boste živeli 90 let. To so čist druga stališča, iz katerih izhajamo. In tudi, če bi mi jedali, tako kot so jedali pred 200 leti, živila iz neosiromašene zemlje, z vitamini, jabolko direkt iz drevesa, ki ni C-vitamin še oksidiral, vi ne bi unesli optimalno za svoje preživetje. Problem je tak, a mene ljudje zmeraj sprašujejo, pa Ana, se rabim samo 80 mg C-vitamina. Kako je ta odmerek določen? Jaz sem to že tako 1001-krat povedala. Te odmerki, ki jih vi vidite, so določeni zato, da ne pride do akutnih bolezni. Se pravi, pomanjkanje C-vitamina povzroča bolezen, ki se ji reče skorbut. Do te pride v 2 do 3 mesecih, če ste vi če ste v pomanjkanju C-vitamina. Se pravi, Kolumb, ki je pelal svojo mornarico in je dal kisuzele, ta prvi, ker je vedel, da v tistih parih tednih ljudje lahko umrejo. In ta odmerek 80 mg je dosežen pač, mislim 20 mg rabimo za to, da ne izkrvavimo. Ampak je pač malo več določen, da 80 mg, da vi ne zbolite. Koliko pa vi rabite za to, da se vam telo obnavlja, regenerira, da ne boste že pri 30-ih. Ljudje pri 40-ih, ki sem bila jaz v vrtcu, so izgledali 20 let starejši, ki zdaj izgledajo 40 let stare ženske. Nisi pomislil. Ženska pri 40 letih noseča je bila babica. Moja babica je bila 42 let stara, ko sem se jaz rodila. To je čist drug vidik. Vi hočete ohranjati svoje telo, ki je genetsko popolnoma drugačno. Vi rabite svoje odmerke vitaminov in če tega ne preverjate, ne veste, koliko rabite. In če govoriva, oziroma še vprašanje naprej za vas, ko govorimo recimo sedaj o vitaminu C in kaj se zgodi, če pride do njegovega primanjkljaja. Vi kot specialistka interne medicine, a lahko poveste, ali lahko mi s poslušanjem, opazovanjem svojega telesa prepoznamo, ali mi recimo potrebujemo neka ta dopolnila, ali je zato pač nujno potreben obisk zdravnika oziroma nekega strokovnjaka. Se pravi, lahko to delamo na lastno pest, ali je tukaj vedno... Če v to investirate ogromen čas. Jaz pač verjamem, da lahko se vsak vse nauči, kot krnigo kože. Ampak je treba ogromen časa, ogromen študija. Mislim, to ne pride čez noč, to znanje. Moraš vsako mikrohranilo, se nas tega na faksu niso naučili. To, kar jaz znam danes, je stvar 12-letnih izkušenj. Ne študija, ampak preizkušanja. Tako da, ja, naprimer, konkretno za C-vitamin, če veš, kaj lahko relativno pomanjkanje C-vitamina povzroča, lahko, naprimer, če si slabe volje, če imaš slab imunski sistem, če si nagnjen k melanholiji, če imaš počasno regeneracijo, povišaš odmerek C-vitamina, pa vidiš, je boljše. Pa ga še malo povišaš, pa vidiš, če je boljše. Pa potem se primerjaš, lahko ga tudi daš določati v krvi. Spet moraš vedeti, kaj je optimalen odmerek v krvi, ki ga hočeš imeti. Ampak recimo ena velika problematika, ki jo vsaj jaz vidim pri tem uživanju prehranskih dopolnil, je neka samodiagnostika in pa samozdravljanje. To je v bistvu v današnjem času predvsem posledica številnih nekih marketinških akcij na družbenih omrežjih in pa bi rekla zaupanje posameznikom, ki pač na tem področju niso strokovno podkovani. Ja, kaj pomeni samodiagnostika? Ja. Če samodiagnostika, jaz imam samo pomanjkanje B12, bom imel B12. To je totalno zgrešeno. Če pa ti rečeš, grem v laboratorij, pogledam številko in veš, kakšna mora ta številka biti in nadomeščaš in potem spet kontroliraš, potem pa to lahko delaš sam. Je pa recimo ta zaupanje nekim stvarem na spletu, je to problem, vidite, kot vidite strokovnjaki, ne, da ljudje pač ne zaupajo strokovnjakom. Tudi podjetjem zaupati. Mislim, jaz ne zaupam nobenemu podjetju.
No, ampak Simona, najpogosteje so pa oglaševani ravno te vitamini C, vitamini D, ne, se spomnimo med pandemijo, ne, so nam govorili, če boste jemali vitamin D, bo manjša možnost, da zbolite s koronavirusom, pa kolagen, zadnje čase tudi magnezij, to vse dobimo v lekarni brez recepta, ne. Kaj to pomeni? A obstaja neka nevarnost, da se predozirajo tudi te neki osnovni prehranski dodatki ali ne? Ja, nevarnost vedno obstaja, ne, ker predoziramo se lahko tudi z vodo. Tako da vsaka stvar na tem svetu ne, pač je lahne. Je pa tako, da odvisno, kje te prehranska dopolnila mi kupujemo. Ne. Zdaj, če kupujemo na nekem čudnem trgu, a ne, pa da ta prehranska dopolnila obljubljajo neko hitro hujšanje, ne vem kakšno magično ozdravitev, ne vem kakšne bolezni, a ne, potem so taka prehranska dopolnila zelo vprašljiva oziroma so celo nevarna. Če pa mi govorimo o nekih kvalitetnih prehranskih dopolnilih, kot si pač rekla, vitamini, minerali in tako naprej, je pa samo predoziranje načeloma zelo težko, no, sploh recimo vitamini, kateri so topni v vodi, bi morali res vzeti, ne vem, 100-kratni odmerek nad priporočeno vrednostjo. Ne priporočam, da tega naredite, ampak pač je. Je pa potem, moramo biti pa malo bolj plazljivi pri vitaminih, kateri so topni v maščobi. To so recimo? To so vitamin A, D, K, recimo sploh pri nosečnicah, ne, je pomembno, da so pazljive, pa tudi kakšni kadilci, ne, pri vnosu beta-karotena, no, tudi morajo biti bolj pazljivi. Tako da je fajno sploh vitamin D, preden ga začnemo dozirati, kot je Ana rekla, da vedno najprej preverimo, kakšne so količine v naši krvi, ne, vedno pravim test don't guess, ne, in potem čez 3 mesece spet preverimo, kje smo in pač vidimo, kako se ta vitamin D dviguje. Kar pa više izpostavlja so pa minerali, ne, zaradi tega, ker minerali pa učinkujejo ena drugega, ne, so pač vsi med sabo tudi antagonisti, ne, tako da pač treba paziti recimo pri bakru pa cinku, tudi recimo železo vpliva na količino cinka in tako naprej, no, tako da pač iz tega vidika treba biti malo bolj pazljivi. Ni nekih smrtnih nevarnosti, so pa seveda lahko tudi kakšni stranski učinki, ne, če res vnešamo zelo veliko vitamina C, ne, malo lahko tudi kakšno drisko ali pa kaj takega, ne. Pa recimo pri vitaminu B3, ne, je tudi znano, da pač pri večjih količinah dobiš to neko rdečico, pa pač neko srbečico, ki sicer mine v 30 minutah, ampak nekako ja, so neka stranski učinki. In glede na to, da je na trgu v bistvu poplava teh prehranskih dopolnil, kako ločati seme od plevela, če rečemo po domače, ne? Kako recimo med mnogimi ponudniki kolagena vemo, katerega izbrati, recimo Ana mogoče tukaj. Zdaj, tako kot jaz kaj poznam trg, v bistvu ta kolagen so kar vsi pač delujejo, ne, za kolagen ni velika znanost. Ne bi bil hidroliziran kolagen, zdaj pa izberete ponovadi na ceno, ne na oglaševanje. To je moj prvi predlog, ker vedeti morate samo to, kako kolagen deluje. Kolagen je ogromna beljakovina iz 3 aminokislin, zelo različni peptidi so to, mislim, imamo nekih 28 vrst kolagena, mi smo se jih na faksu 4 učili leta 2001 in te proteinske molekule, hidrolizacija pomeni, da se razcepijo na peptide, da ni to za ena ogromna kača, ampak da so peptidi, ki so zgrajeni iz 2-3 aminokislin in to se potem absorbira v črevo. In vi samo hočete, da je kolagen hidroliziran, ne hidrogeniziran, kot so na televiziji nacionalni povedali, da je kolagen toksičen, ker je hidrogeniziran, to je fajn malo kemije vedeti, hidroliziran pomeni, da je razpade, da je razrezan. Če imate noter hidroliziran kolagen, pač tudi so na hidroliziranih kolagenih. Zdaj, koliko so te peptidi veliki, je fajn, da so čim manjši, da je večja absorpcija, da je večja biološka razpoložljivost, ampak vse ostalo pa marketing. Ampak prehranska dopolnila sicer sodijo pod zakonodajo živilske industrije, ne? Kar pomeni, da je v bistvu neka ta regulativa precej zelo slab nadzor. Zelo slaba oziroma zelo manj stroga kot pri zdravilih. To pomeni, da se lahko na trgu najdeta dva zelo... To pomeni, da imate ogromen B12 na trgu, ki ne deluje. Tako da, če vi kupite B12, najprej si ga dajte v krvi pogledati,
pol pač uporabljajte tisto, kar ste kupili, potem si pa testirajte, da te videli. Ne pa, da pridajo k meni ljudje, ki 3 leta kupujejo en B12, ker je super, ker ga v njihovi Facebook skupini priporočajo, njihov B12 je pa porazen. A ne prvič delajo finančno škodo, pa še nič niste naredili zase. Ampak to pomeni recimo, da je bolj varno vzeti zdravilo kot prehransko dopolnilo, ne? Če so regulative tako manjše, ali ne? Zdravila so farmacevtske učinkovine. No, ampak recimo glede na regulativo, ki je samo B12 nimate zdravila, ne? Tudi D-vitamin ni zdravilo. D-vitamin so skoraj vsi na trgu v redu, samo če bo pisali 4000, mogoče ne bo 4000 noter. Ja. Se pa pojavljajo v različnih, kako bi rekla, agregatnih stanjih, ne? V smislu tablet, v sirupih do praškov. Ne? A je mogoče določiti na podlagi tega, katera se najbolje, bom rekla, absorbirajo v telo in kdaj jih je pač najbolje jemati ta prehranska dopolnila? Simona? Jaz bi še pač nekaj dodala zraven. Ja. Kar jaz pazim je res to, da pač gledam, da imajo vsaj GMP certifikat, to pač je certifikat dobre proizvodnje prakse. Zdaj, kadar kupujemo, lahko tudi na spletni strani pač piše, da delujejo po dobri proizvodnji praksi, to načeloma bi mogli vsi, ampak v resnici vemo, kako je. No. Tako da načeloma je fajn, da pač imajo kakšen certifikat, vsaj GMP oziroma omega-3 maščobne kisline, da imajo pač IFOS, certifikat, ki pomeni, da so te maščobne kisline čiste, težkih kovin in tako naprej. Potem lahko tudi recimo gledamo, če ste kakšne športnice, da imajo certifikat Informed Choice ali pa Informed Sport, to pomeni, da so tudi čiste te snovi, ki pač so sicer prepovedane. Tako da s tem dobimo nekoliko večjo varnost. No. Zdaj pa, kar si vprašala glede absorpcije, pa tako, kaj zdaj uporabiti. Zdaj, če proizvajalec uporablja res dobre oblike vitaminov, mineralov, potem je ta razlika med posameznimi oblikami zelo pač majhna. Zdaj jaz pač ponavadi priporočam, da tako, kakor je všeč pač mojim klientom, ker pač enim ne odgovarjajo tablete ali pa kapsule, potem pa rajše vzamejo, če le mogoče v neki tekoči obliki. Ali pa pač v razpršilu, zdaj pač jim pa ustreza tablete, kapsule, pa potem pa to. Je pa treba vedeti, da v primeru tablet, da je več teh nekih pomožnih snovi, ki sicer ni nujno, da so slaba, ampak jih je več kot recimo v neki kapsuli ali pa v tekoči obliki. In pa pač v neki kapsuli bomo imeli pa manj pomožnih snovi, ampak se da v tableto večjo količino hranil tudi stisniti. Zaradi tega najdemo recimo vitamin C, ki je pač recimo v 1000 mg, je ponavadi v tableti. V tableti, ne šumeči tableti, prav taki veliki tableti. Tako da ja, drugače pa, kot sem rekla, bolj kot te oblike agregatnih stanj je pomembno, v kakšni obliki so noter hranila. To je posebej pomembno predvsem pri mineralih, kjer se boljša absorpcija kaže, če so minerali vezani na neke organske snovi, kot so na primer aminokisline, ali pa recimo kakšen citrat, glukonat in tako naprej. Slabše pa se absorbirajo, če so recimo ti minerali vezani na neke anorganske snovi, kot je naprimer kakšen oksid, magnezijev oksid ali pa karbonat, recimo sulfat, ti so potem pa se pa slabše absorbirajo in dejansko nam nič ne prinesejo. Kdaj pa je to najbolje jemati? Ob hrani, pred hrano, zjutraj, zvečer, po športni aktivnosti, pred športno aktivnostjo, a je kakšna, ko bi rekla, neko razmerje med tem, kdaj je to pač pametno vzeti? Ja, dejansko so pač neki triki oziroma kakorkoli bi tem rekla, da je pač najboljše jemati, ampak še prej, bi pa jaz rekla, da res ta prehranska dopolnila najboljše učinkujejo, je pa takrat, kadar imamo mi res porihtan življenjski stil. Ker nič ne pomaga, naprimer, da nam gori hiša, da imamo pač mi znotraj telesa povečan oksidativni stres, povečane vnetne procese in pa pomanjkanje hranil, pa še dodatno mi zdraven malo nalagamo
slabim življenjskim stilom, da se slabo prehranjujemo, da imamo pač slabe spalne navade in tako naprej. Potem pa vsake toliko časa malo zalijemo z vedrom vode. S C-vitaminom. S C-vitaminom pa upamo, zdaj bo pa učinek velik. V takem primeru pač tudi učinka s prehranskim dopolnili ne bo tak, kakor bi lahko bil. No. Tako da to, druga stvar je zelo pomembno tudi delovanje našega celotnega prebavnega trakta, ker pač mi lahko zaužijemo najboljša prehranska dopolnila, pa če naše črevesje to ne more absorbirati dovolj učinkovito, pa tudi ne pride do naših celic. Šele potem na tretje mesto pride to, kdaj imati, pa kaj imati. To pa je zdaj zelo odvisno. Jaz pač vedno pravim, da če jih pač neka stvar preveč obremenjuje, potem pač gremo raje na neke splošne smernice, da ob obroku, pa recimo zjutraj, če je pač teh prehranskih dopolnil več, potem si lahko nekako razporedijo. Zdaj pa, če lahko še na to gledajo, kdaj kaj jemati, potem pa nekako recimo velja, da aminokisline se uživa med obroki, da ni skupaj z beljakovinami, potem kakšen cink pa selen se na pražen želodec, recimo železo skupaj z vitaminom C, pa tako naprej, so. No, in ko danes konferenco posvečamo ženskemu zdravju, katera recimo ta prehranska dopolnilna gredo z roko v roki oziroma katera mu delajo največjo uslugo, se pravi sploh pri menstruaciji, pri nosečnosti, pri športnicah, se pravi, katera so nam Jaz bi sam še tole, kdaj? Ker to moji pacienti psihirajo leta, pa so lahko moji stalni pacienti, kdaj. Jaz za vsako hranilo povem kdaj in povem, kaj treba paziti, ker je pomemben, da veš, kje ti vitamini pa minerali učinkujejo, mesto delovanja. Naprimer magnezij, kdaj magnezij? Ja, odvisno, kaj hočeš od tega magnezija. Če želiš imeti en tak relax dan, pa si nevrotičen, anksiozen, boš vzel dopoldne, če imaš tudi težave s prebavo, da jo stimuliraš. Če si bolj anksiozen zvečer, imaš nočne krče v nogah, palpitacije zvečer, boš vzel popoldne, kar se tiče magnezija. Cink bodo povsod prebrali, vzemi na tešče. 10% od vas ga bo vzel na tešče, 90% vas bo imel bolečino v želodcu, ko ga te vzem na tešče. Torej bom jaz vzela, vzemite takrat, ko lahko. Enako je železom. Če imate težave po železu na tešče, jaz imam več žensk, ki niso želele jemati železa in so bile raj slabokrvne, z vso depresijo, z vso nemočjo, utrujenostjo, ker niso mogli na tešče jemati. A noben mi je rekel, jemaj kadarkoli, jemaj, ko lahko. B-kompleks povzroča povečanje apetita. Zdaj pri mojih anoreksičnih pacientih, pri starih, po operacijah, super, da poveča apetit. Vsak obrok ne ga vzamejo. Vi se verjetno nočete zrediti. Jemljate pred spanjem. To je ful pomemben, da veš, kako deluje tisto, kar vzameš. Zdaj, kar se pa tiče ženskega zdravja, D-vitamin. 90% populacije ima pomanjkanje D-vitamina. Jaz sem jih letos 5 najdla v celem letu, ko sem imel D-vitamin med 30 in 45 brez nadomeščanja. Kako recimo to sami pri sebi prepoznamo? Lejte, to pa je v laboratoriju. Okay. D-vitamin stane tudi že po 15 evrov nekje, tam 20 evrov je določitev. Če to enkrat na 3 leta si določite, se ni treba 2krat na leto, boste imeli eno informacijo o tem. Kaj pa v različnih življenjskih obdobjih? Recimo, ko smo stare 20, pa potem 30, pa 40, so mogoče kakšni prehranska dopolnila, ki se priporočajo? Jaz vedno priporočam vsaj obdobno, ne vem, da pojeste naprimer 2 do 3 škatlice enega multivitamina na leto. S tem si pokrijete ene osnovne potrebe. To je en tisti minimum, ki sem ga jaz imela do 20 leta. En multivitamin, D-vitamin, magnezij je tudi, če imate težave, pa smo pa že tam. Simona, mogoče še ti kakšno repliko na tole? Tako je pač Ana rekla, da D-vitamin, tudi jaz opažam, da je zelo veliko pomanjkanje, potem pri ženskah železo. Tudi zelo veliko krat pač pridejo utrujene in ko pogledamo železo, vidimo, da so pač daleč od optimalnega. Potem bi pač tudi rekla omega-3 maščobne kisline, vkolikor ne uživamo 2krat ali pa 3krat tedensko kakšnih rib.
Pa načeloma s tem dobimo že zelo dobre osnove, ne? Pa tudi mogoče recimo, če imamo neko dobro prehrano, ne, tudi kakšen multivitamin ali pa multimineral je tudi recimo lahko priporočljiv, pa v nekem obdobju, kjer imamo zelo veliko stresa ali pa kjer pač je obdobje virusov in tako naprej, seveda tudi vitamin C. Pa potem seveda, ko se začnemo starati, ne, tudi lahko že začnemo kaj več antioksidantov dodajati, pa kakšen kolagen, koencim Q10, pa tako da imamo kar nekaj zadev. No, potem, če zaključimo, nam lahko zaupate, če vidi kaj posebnega jemljeta, katero je pa vajno mogoče najljubše oziroma tako prehransko dopolnilo, na katerega prisegate? Jaz v bistvu te, kjer sem naštela, no? Vitamin D pa omega-3 maščobne kisline so redno, pa pač železo pred tistim obdobjem, pred menstruacijo, no, tako nekako jaz poskrbim. Hvala, Simona. Še Ana? Jaz ogromen stvari vzamem. Ampak, a veste, jaz rečem vse personalizirano. Kaj so vaši cilji? Ker ljudje prvič pridejo k meni, ok, to je naš cilj, gremo se zdaj to osredotočiti. Imamo vedno cilje. Jaz imam cilje. Jaz sem očeta, ki je umrl pri 51 zaradi srčnega infarkta. Imam detka, ki je umrl zaradi srčnega infarkta pri 51. Imam hiperholesterolemijo v družini, imam sladkorno bolezen tip 2 v družini, imam prababico, ki je umrla zaradi zapletov sladkorne bolezni tipa 2. Pač jaz sem svoj individuum in tisto, kar jaz jemljem, večina od vas ne rabi, ker mogoče nima niti teh ciljev. Tako da vi morate poznati svoje cilje. Ko poznate svoje cilje, zdaj, kar se tiče varnosti prehranskih dopolnil, to bi še dala repliko. Multivitamini, minerali, zelo težko se predozirati. Paste na selin, paste na vitamin A. To vam polagam na srce, saj iz moje prakse je tako. Kar je meni nevarno, kar se bojim, je rastlin. Jaz se bojim naravnega. Gobice, te stvari. Vi morate vedeti, da kemoterapeutiki, mnogi kemoterapeutiki so izgob narejeni. To so imunomodulatorji. Teh pa se bojim. To pa so transplantacije jeter večletno zaradi ljudi, ki jemljajo naravne stvari. Ne minerali pa vitamini.